Pozdravljeni spet v družbi oddaje Ambienti. Stanovanje, zasnovano pred več kot 100 leti, skoraj gotovo ne more več ustrezati sodobnim zahtevam in pričakovanjem novega lastnika. Še posebej, če ga za svoj dom ureja mlada arhitektka, ki ima jasne predstave o tem, kaj želi s prenovo doseči. Mlad par je iskal stanovanje v središču mesta, v katerem bi lahko sproščeno živela in ustvarjala. Našla sta staromeščansko hišo in v njej vogalno stanovanje na vrhu. Lastnica je tudi arhitektka in je pri snovanju nove ureditve imela v mislih predvsem to, kakšen je njun slog življenja. Temu je prilagodila razporeditev prostorov in notranjo opremo. Nastalo je sodobno stanovanje z opremo, ki je izvirna mešanica slogov in tipov pohištva ter dodatkov. Tole stanovanje je bilo kot vsako tipično staromeščansko veliko z dvookrilnimi vmesnimi vrati, vendar je že ob nakupu pred približno 5 leti naju pričakalo razdeljeno stanovanje, torej v manjši kvadraturi 73 kvadratov. Spomnim se, da je bil pravzaprav vodilo nek dolg hodnik, iz katerega je šlo levo-desno v prostore. Zdaj tega hodnika skoraj ni več. Torej, tipična staromeščanska stanovanja imajo nekakšno krožno zasnovo, kjer je dolg hodnik, kateri vodi v razne sobe, ki pa potem so tudi med seboj povezane. Z delitvijo tega stanovanja je bil ta hodnik skrajšan in torej te 3 sobe, ki so bile včasih povezane, niso imele več izhoda na ta hodnik, torej je bila ta povezava kar neugodna za funkcionalno razporeditev stanovanja. Glavna poteza preureditve je bila prerazporeditev bivalnih in spalnih prostorov. Iz 2 manjših sob je nastal velik odprt dnevni prostor, ki združuje delovni kotiček in kuhinjo z jedilnico. Iz prejšnje 3. sobe sta nastala spalnica in ločen utility. Nespremenjen je ostal vstopni del stanovanja s hodnikom in dnevnim straniščem. Tako nova, odprta zasnova ni zasnovana na stenah, ampak na postavitvi posameznih kosov pohištva. Med posebnostmi tega stanovanja je nekaj poševno postavljenih sten, tej usmeritvi pa sledi tudi več kosov pohištva, na primer rumeni stopničasti predalnik in kuhinjska omara. V vseh projektih rada mešam materiale, iščem zmeraj balans med toplim in hladnim in ogledala imajo še to prednost refleksivnosti, kar pomeni, da se v njih odseva preostanek stanovanja z te strani, torej se podvaja kvadratura, hkrati se podvaja tudi svetloba, ki potem prihaja iz druge smeri. Vse omare, ki jih skušam skriti ali nekako povezati s steno. Ostali kosi pa imajo malce več karakterja, z njimi skušam nekako ustvariti določen ambient. Meni je všeč malce bolj eklektičen stil, rada mešam to opremo, materiale, barve, stile, letnice. Včasih sem živela v zelo malem stanovanju in med študijem arhitekture sem zmeri sanjala o nekih kosih dizajnerskih, ki sem si želela in kako bom končno, ko bom imela svoje stanovanje, si lahko to privoščila. Čutim neko zadovoljstvo v ulovih vintage kosov, ki imajo vsaj meni neko dodano vrednost. So dizajn ikone, oblikovalcev, ki jih cenim, ki sem jih proučevala, ki sem jih želela imeti v svojem domu. Na čem sedite, recimo? Tole je novejši nakup. To je stol od Faye Toogood, angleška oblikovalka. Temu stolčku praviva slonček. Ta kavč je sicer originalni dizajn iz 70-ih, ampak ga še zmeri proizvajajo in to je bilo neko sodelovanje z danskim tekstilnim brandom Kvadrat. Tale mizica 8 se še danes proizvaja na srečo, sicer bi sigurno kupila vintage izdajo. Tile Niko Kralj stoli, ki jih imamo po moje vsi v slovenskih domovih. Mladi par poleg sodobnega oblikovanja ceni tudi likovno umetnost, kar potrjujejo številne slike na stenah. Na srečo imamo veliko prijateljev, ki so tako ali drugače umetniško kreativni. Tole je najnovejša pridobitev prijateljice Mine Fine. Tamle je poster iz olimpijskih iger iz Sarajeva, iz mojega rojstnega kraja in tudi leta, ko sta se starša poročila. In tudi enega od mojih idolov oblikovanja je Enzo Mari, grafika Jabolka. Menda imate arhitekti radi velike mize pri svojem delu, ampak ta je posebno še po nečem, da izgleda kot na nekem sodu.
To je bila osnovna ideja. Iz težkih kosov vedno nekako skušam odvzeti to težo in jim dodati nekakšen občutek lahkosti. Ta val je v bistvu kamuflaža za železno konstrukcijo, ki je pod njem. Črni val je precej zakompliciral zadevo, predvsem zaradi momenta 10 cm, ki malce štrlijo ven. S tem sem želela nakazati ravno to, da zgornja plošča samo sloni na njem, da ni vse skupaj vpeto. Tukaj zadaj za menoj je ena nenavadna stena, ki pa ni bela. Čeprav ni stroke, sem v bistvu v cel proces želela zelo vključiti moža, saj je tudi njegov dom, pri oblikovanju katerega sem želela, da popolnoma sodeluje. Enkrat, ko smo to steno ravno dokončevali, je prišel na objekt in ustavil dela tik pred ometom, rekel, da mu tako všeč in tako je ostalo. Veliko zelene barve je, ki ste jo vnesli z rastlinami. Ja, rastline tretirava kot nekakšne cimre. Vsako jutro jih pozdraviva, jih opazujeva, kako je kaj obrodilo. Prva rastlina v stanovanju pa je bil mogoče tisti kaktus v kuhinji, ki ni zares živ, ampak je mnogo pripomogel k sami zasnovi celotnega karakterja stanovanja. To je kaktus, ki mi ga je kupila prijateljica kot prvo vselitveno darilo, še preden sva ravno kupila stanovanje. Kje pa so tiste mašine, ki ne smejo manjkati v nobenem stanovanju, pralni stroj, sušilni stroj in podobno? Za to obstaja prostor, kot ga mora imeti vsako stanovanje, utility. On je skrit z ogledalno steno. Moja mama mu pravi šok soba. Podobno kot mnogi mlajši pari, tudi Nina in Miha nimata televizorja. Midva sva se odločila, da ima dovolj ekranov v svojih življenjih že itak. Kadar si želiva pogledati kak film, vklopiva projektor. Tole steno sva predvidela za to opcijo. Sicer pa imava v spalnici možnost takšnega totema, ki ga sestaviva v višino, da lahko zvečer pogledava tudi kak film na računalniku. To stanovanje je še en dokaz, da se s skrbnim načrtovanjem v 100 let stari stavbi lahko zagotovi estetski, inovativni ter funkcionalni dom.